Živjo, sem Metka Glas, vodja razvoja in izobraževanja ljudi v Studiu Moderna. Živjo, jaz sem Tatjana Demšar Pokorn, sem direktorica oddelka skupnih služb. Pri nas v Studiu Moderni je pri delu na daljavo izjemno pomembna solidarnost. In če vas zanima več, poglejte si ta video. V Studiu Moderna smo bili v delo na daljavo praktično prisiljeni, tako kot večina slovenskih podjetij, ker nas je korona v to prisilila. Mi smo se sicer že pred tem na tehnološkem delu pripravljali na delo od doma. Pri nas je kar velika masa agentov v kontaktnih centrih in tukaj ni tako enostavno agente premakniti domov. Imeli smo tudi kar dober pregled nad tem, kako smo opremljeni z prenosniki, ki nam seveda bi omogočali hitrejši prehod na delo od doma. Tako da, kot sem rekla, bili smo v to prisiljeni in smo mogli to enostavno narediti. Tukaj nam je v veliko pomoč bila, kot sem že omenila, tehnologija. Zelo hitro, v parih dneh smo so nam omogočili zelo hitro uporabo Teamsov. In tudi agenti so v roku parih tednov vsi bili že usposobljeni za delo od doma. Moramo vedeti, da je bila Slovenija tista prva, ki je bila v bistvu v tej ekonomski krizi najbolj prizadeta. Pokrivamo pa 21 držav, tako da se je v bistvu na koncu seveda ta situacija zelo razširila, tako da smo v bistvu iskali rešitev, ki bo primerna za vse naše zaposlene, nas je okrog 7000. Tako da tehnologija seveda je tukaj nam omogočila zelo hiter in dober prehod. Ja, pripravljali smo se pa tudi glede same komunikacije. Na začetku smo usposobili vodje, kako v bistvu delati z ljudmi na daljavo. To ni bilo nekaj samo po sebi pomembnega. Tako da smo pripravili prav posebne webinarje, tako da to je bil prvi korak. Potem tudi izpopolnili smo komunikacijo, tako da od top down, recimo način kot in the know, naš nova stvar, kako nam naš nov direktor CEO sporoča novosti, komunicira, ker je še toliko bolj pomembno, da si seznanjen, kaj se dogaja, da niso te nejasnosti. Na drugi strani pa vsi izobraževalni dogodki so se spremenili. Kar na lepa ni bilo več nobenega tukaj na lokaciji in je bilo potrebno iti v ta virtualni svet. Tako da smo zelo hitro to usposobili z virtualnimi zajtrki idej, kjer smo spet delili dobre prakse, delili smo, kaj se v bistvu dogaja na trgu, tako da so bili ljudje seznanjeni. Pa tudi novičke smo iz mesečnikov dali v tedenske zadeve, ravno da smo to komunikacijo, to povezavo še nekako bolj povezali. Tako da poskušali smo zaobseči tudi ta well-being ljudi, da se noben ni počutil, kot da ni več del tega tima. Če smo bili odlični, jaz mislim, da smo bili odlični v odzivnosti, hitrosti in sodelovanju. Tako kot sem prej omenila, smo mogli to narediti čez noč. Nas je v 21 državah okrog 7000, gre za veliko število zaposlenih. Tako da ta hitrost, ki je v bistvu omogočila, da smo dobili tehnologijo, da smo se lahko med seboj povezali in da smo lahko normalno delali od doma, je nekaj, kar se mi zdi, da je bilo res odlično narejeno. Tudi ta hitrost povezave s tem, da smo prešaltali. Mi smo lani organizirali med 100 in 120 dogodki v živo, lokacijsko, od 13. marca niti enega, ampak smo to nadoknadili z dogodki v virtualnem svetu. In kar na lepo, mi smo bili samo družina tukaj v Sloveniji, ampak vseh 21 držav. Mi smo dejansko štartali na to, da so ljudje bili željni tega, se pravi od teh zajtrkov idej do zajtrkov renoviranja, da jih poskušamo pripraviti, da je to nekaj normalno, da so spremembe naša nova stalnica. In odziv je bil fenomenalen. Potem smo vpeljali tudi dogodek United Together in COVID-19 and Beyond.
kjer smo delili zgodbe, močne zgodbe naših pač timov, posameznikov, kako so bili solidarni, kako so priskočili na pomoč. Trgovine so se zaprle, pa so naši pač prodajalci priskočili ponekod na pomoč internet timu. Ker ta solidarnost, to, da smo, ko imamo nekoga od zunaj, nekega sovražnika od zunaj, da smo mi enotni in da se še bolj pač povežemo, to je bilo neverjetno. Tako da zagotovo je bila to ena super stvar. Če pa recimo omenimo, kje so pa še rezerve, sicer jaz vedno rečem, rezerv vedno so, priložnosti vedno so in tudi na napakah se učimo, to so learningi. Zagotovo ta reakcija je super, da pa bi mogoče poskušali zdaj to, da tudi malo bolj predvidevamo, kaj in kako, pa še več komunicirati. Včasih te je tudi strah, kaj pa če bom preveč povedal, ne vem mogoče, se nimam dovolj informacij. Ljudje vse razumejo. Ljudje tudi razumejo, v tistem trenutku veš to, mogoče čez en teden boš pa vedel nekaj več. Ampak se mi zdi, da smo pač pokazali, tako da res vse čestitke našim IT-ovcem za to hitro akcijo gašenja požarov. Tako da to je bilo super, zdaj pa mogoče se usmeriti tudi v to, da pogledamo malo naprej, pa da v skladu z našo vrednoto Cooperate začenjamo tudi malo bolj oddelčno, medoddelčno sodelovati. Da to pač prenesemo, da je neka normalna oblika hibridnih timov, da so tudi timi, ki se med sabo začenjajo povezovati, ne da so znotraj oddelka, ampak da se iščejo ta proaktivnost, da ne čakajo, da smo res agilni, da to ni samo na papirju, ampak da to udejanjamo. Najbolj ponosni smo na solidarnost, ki so jo pač pokazali sodelavci. In sicer smo to pokazali tudi skozi zgodbe v dogodkih, kot so United Together. In tam to je bilo zelo emocionalno. To so bili videi, ko so jih pač naredili predstavniki naših držav. Praktično čisto vse države so sodelovale. In ko vidiš to moč tima, moč, ko vidiš, da so tisti, ki morda nimajo družine, ki niso imeli majhnih otrok, priskočili ostalim, ki pa pač imajo na pomoč. Da so se dali v kožo drugih in da niso gledali sam na sebe. In to je bilo res nekaj neverjetno. Ta moč, ki jo ima tim, ki je nad močjo posameznika. Pri delu nadaljavo seveda je treba upoštevati različne skupine zaposlenih. V času korone je bila seveda to zelo specifična situacija. Smo imeli veliko posameznikov, ki so imeli izzive z otroki pa z rizičnimi skupinami, ampak to je mogoče specifika res tega časa. Drugače pa seveda treba ločeno obravnavati tiste, ki imajo neprimerne mogoče razmere za delo od doma. Tem smo že zelo zgodaj tudi omogočili, da so prišli v pisarno, kljub tem koronskim ukrepom, seveda ob strogih ukrepih tudi tukaj v naših prostorih. Tako da imamo v bistvu zelo različne skupine, ki jih posebej obravnavamo. Imamo tudi zelo različno naravo dela znotraj podjetij, meni pač ne morejo tako enostavno svoje opreme, ki jo potrebujejo za delo, seliti domov. Tako da nekateri so v tem trenutku samo doma, nekateri so ves čas tukaj. Zdaj, že zelo na začetku smo zaposlenim poslali tako en tak priročnik oziroma neka osnovna navodila situacij, s katerim se bodo srečali, ker seveda nekaj je poznana praksa tudi v drugih podjetjih, tako da smo jih opozorili na to, da bo izziv, kdaj bojo šli na kosilo, ali bojo lahko sploh šli na kosilo. Pokazal se je tudi velik izziv, kako ločiti privatno življenje pa delo. Delovniki so se kar podaljšali, tako da smo jih opozarjali na to samo organizacijo. Opozarjali smo na to, da je v bistvu komunikacija velik problem, da je treba ponavljati, da se treba konstantno ponavljati, da ljudje razumejo, kaj hočeš povedati. Izgubili smo seveda ta slučajna srečevanja na hodnikih v pisarni, ki tudi ima velik vpliv na rojevanje nekih idej, na neko kreativnost. Tudi za vodstvo smo v bistvu pripravili malo bolj podrobnejši izsledek raznih raziskav, zato da se zavedamo, kaj pravzaprav izgubljamo in kaj pridobivamo.
Tako da je veliko izzivov, je pa tudi seveda veliko dobrih stvari v tem. Ljudje oziroma zaposleni so zelo pozdravljali ta način, ki ga bomo tudi vnaprej seveda podprli, ker prehranja veliko časa, lažje usklajuje zasebne in službene obveznosti, bolj se organizirajo, lahko so v bistvu v dneh, ko so doma bolj produktivni. Tako da tukaj vidimo ogromno pozitivnih stvari, pa tudi veliko seveda nekih izzivov. Ja, to je zdaj eno tako obdobje, ko se vsi nekako učimo, in spet ta korona je na različne ljudi različno vplivala. In mi se moramo postaviti v kožo tistih, ki so najbolj ranljivi, ker če bomo njih razumeli, potem bo tudi vse ostalo štimalo. Jaz mogoče tukaj še izpostavljam, morda se marsikdo, ki je še posebej vodja večjega tima, soočil še s kakšnim dodatnim izzivom, ker ni dovolj samo komunikacija ena na več, ampak tudi ena na ena. Kako? In še posebej, da vodja prepozna tudi tiste skrite signale, nadaljavo je to še težje, ker lahko da so kakšni ljudje v stiski. Mi smo za varnost poskrbeli, vendar varnost je tudi to, da ljudje kakšni imajo težave doma, niso bili navajeni več 24 ur na dan z nekom in tukaj je tudi to skrb za mentalno zdravje. Za neko celostno, da ti na svojega sodelavca ne gledaš samo na sodelavca, ki pač oddela svoje, ampak da se počuti dobro. Nam je pač v interesu, da imamo zadovoljne zaposlene, da imamo zaposlene, ki so tukaj srečni, ki se lahko izpopolnjujejo, ki želijo rasti in da jim to tudi omogočimo. Tako da sigurno je tukaj vedno, koliko jim lahko v dani situaciji omogočaš. Je neke vrste tudi gospodarska kriza, ampak če stopaš skupaj in si tako res pač inovativen v teh idejah, se marsikaj da. Jaz osebno menim, da se delo od doma podjetja, kjer je neka administrativna dejavnost, da se temu dejansko ne bodo mogla izogniti. Zdaj, katero obliko hibridnega modela bo podjetje pač upeljalo, je verjetno stvar njihovih ciljev. Kolikor recimo je večja težnja po pridobivanju talentov, bo zagotovo podjetje izbralo več delov do doma. Mi smo izbrali hibridno obliko dela, mi posledično tudi v kratkem zmanjšujemo pisarniški prostor. V juniju in juliju smo namreč šli v testiranja maksimalne prisotnosti na delovnem mestu. Smo pa test zastavili na način, da smo dali ljudem proste roke. In sicer vsak si je lahko izbral svoje ravnotežje med delom doma in delom v pisarni. Tako da smo dejansko izmerili maksimalno prisotnost na delovnem mestu. Upoštevali smo seveda situacijo s korono, tako da smo temu procentu dodali nekaj rezerve in na podlagi tega bomo zdaj organizirali delo drugače. Zagotovo bo tudi ta naš sistem, za katerega smo se odločili, treba prilagajati situaciji. Menim pa, da se, tako kot sem že na začetku rekla, temu dejansko nihče ne more izogniti. To, kar je že Tatjana omenila, ta sharing, recimo, ko pač bodo določene mize, si bodo pač posamezniki delili. Jaz osebno pa vidim ta sharing model še nekoliko dlje, če gledamo ta future of work, kjer je pač tudi delo od doma neka stalnost. In sicer sharing tudi pri nekaterih poklicih, kjer je to pač možno. Jaz mislim, da je tudi že AmCham nekako s to podporo Talent Cloudu pač začel kreirati to, da ljudje, ne samo mladi, ampak na splošno si želimo rasti, se želimo razvijati in mislim, da je lahko to zmagovita situacija za vse, da pač najdemo neko pravo ravnovesje, da je nekdo recimo še vedno pripadnik 40% recimo v enem pač podjetju, pa potem preostali čas lahko sodeluje z ostalimi podjetji,
ker ima to znanje, ki lahko koristi vsem nam, hkrati se pa to medpodjetniško sodelovanje ukrepi in je to dobro ne samo za posameznika, za podjetje, ampak tudi za družbo. To, da enostavno presekamo to, da si v neki škatli, ampak da gledamo na tako, kot da te škatle ni. Se pravi, če se jaz lahko razvijam in s tem koristim nekomu drugemu in dobivam tudi koristi potem za sebe, jaz tukaj ne vidim pač nekih omejitev. Vidim pa še eno drugo konkretno stvar, recimo mi smo že pred leti zagnali program mentorstva, kjer je bilo pretežno, kako izkušenejši, starejši prenašajo znanje na mlajše. Jaz da vidim tukaj neko neverjetno priložnost, glih ravno obratnega tipa mentorstva in to je priložnost tega res tesnega medgeneracijskega sodelovanja. Mladi so zrasli s tehnologijo, to je njihov zaveznik, prijatelj in tehnologijo moramo mi tako sprejeti, da nam bo omogočala še boljše sodelovanje. In tukaj jaz počujem, da bo več kot polovica mentorstva šla ravno obratno, medtem ko te pač bolj izkušeni, pa bi se mogli preleviti bolj v vlogo coacha. Tako da tukaj vidim ogromno pač priložnosti.